Ob občinskem prazniku je nujno pogledati preteklo leto, kaj se je dogajalo in kakšno je bilo v razmerju na ostala leta. Letošnje leto je nekoliko drugačno kot pretekla leta. Svetovne krize, draginja na trgu energentov, spremembe na trgu delovne sile oziroma spremembe na plačnem področju so zelo vplivale na samo izvajanje proračuna in zagotovo je dvig plač, dvig cen energentov in drugih storitev vplival na področje dela in to se je poznalo. Zelo lahko je razumeti dvig plač, bistveno težje pa je zagovarjati dvig cen komunalnih storitev, dvig cen v vrtcih in na drugih področjih. Tako da v letošnjem letu je značilnost, da je potreba na družbenem področju, na socialnih storitvah in na subvencijah izredno hitro rasla. Pa tudi na investicijskem področju se cene niso umirile. Zato je proračun bil izvajan nekako pod vtisom tega dogajanja. Hkrati pa lahko ocenim, da smo cilje, ki so bili postavljeni in zastavljeni, predvsem na investicijskem področju, tudi dosegli. V investicijskem delu, kar namenjamo investicijam, je približno 50% proračuna v investicijskem delu. Pogosto pa so investicije in investicijska vzdrževanja nekako kar pogojena z vzdrževanjem predvsem šolskih objektov in drugih objektov javne infrastrukture, da izpolnjujemo in sledimo standardov. Zagotovo je pri tem tudi vzdrževanje in nadgradnja cest zaradi varnosti, kjer je še veliko potrebno postoriti. Glede na gostoto cestne mreže, ki je v občini Sevnica zelo gosta in tudi obremenjena, si želimo, da bi lahko v ceste vlagali več, pa vendar si projekti med seboj konkurirajo in imajo prednost projekti, ki so izdatno sofinancirani iz evropskih sredstev. Taka je bila v preteklosti odločitev in zagotovo bo tudi v prihodnje. Kajti v primeru projektov, ki so 50, 70 in več odstotkov sofinancirani, zagotovo imajo prednosti projekti, kajti dajejo bistveno večji učinek.